Živijo, dobrodošli spet nazaj na moj kanal, moje ime je Kao Solo in danes delamo spet tehnologijo, ker vedno, ko tekle sedim tukaj, imamo računalnik, telefon, kaj bo danes? Kaj misliš, da bo danes? Računalnik bo danes. Ne samo računalnik, imamo celo operacijski sistem. Danes odpiramo Surface. Jaz sem full happy. Če ste slučajno me spremljali še na mojem starem kanalu, mogoče veste, da sem jaz že imela enkrat Surface, sam je bil full drugačen. Ta je Microsoft Surface Laptop 4. Nož. Ok, kje bomo zdaj začeli? Še na tej strani. Evo škatlo. Si radi? No! Prav ni šlo. To je ona fora, da mora biti full satisfying, ko ga odpreš. To bom zdaj dala tukaj, da se bo lepo videli. Ej, cute. Tukaj imamo našega lepotca, ki ga danes odpiramo. Tule imamo en tab, a to je verjetno prav za odpret. Ne bomo še računalnika pogledali še bomo, kaj še dobimo v tem paketu. Ena škatlica. Navodila za uporabo. Tukaj le, to je težko. Tule imamo pa, predvidevam, da polnilc. Yes, I was correct. Meni je ful všeč ta slick design polnilca, vidiš to, kaj tak. Čakaj, a ni to že imel da si imel še zraven za USB filat? To je ful pametno, ker pač imaš, a veš, takšen telefon zraven filaš. I really like that. A se to vidi tu. Edino, kar je, nima USB-C polnilc. I don't know what you do in Surface, oziroma Minecraft? Microsoft. Zdaj pa the big thing, tukaj le imamo Surface, narobe sem ga obrnila, tale tab. Črnje? Črnje? Črnje. Oh my god, jaz tek ful noče nič strgati in potek previdno jemljem stvari dala. Črnje. Cute. Wow. What? Je tale glossy. Mame na nekaj spominja, ampak tale little glossy Microsoft logo ima to polno baterijo. Ima ostre robove. To je že prižgano. Ok. To je tak soft. V glavnem, računalnik se je že prižgal. First of all, koliko slik izgleda tale črna in ta samo bel logo gor. Wow. Ej, ful lep. Bom še polnilc odprla, zato da dam lepo filat. Ok, polnilc, kje imamo luknjo za polnilc? Na magnet je. Kar je načeloma ful cool, ker pa ven potegneš in lepo ven skoči. Načeloma ne zleti še računalnik zraven. To je zelo pohvalno, I love that. Pa vem, da ima, Surface ima že od nekdaj ta polnilc. Jaz sem imela Surface Pro 3 in je imel isti. Čakamo. Danes bomo prvič videli Windows 11. Jaz sem full excited. Koliko cajta je bil Windows 10 zdaj? To je leta 10. Leta 10, ne? Pravi 10 let smo imeli Windows 10, zdaj pa imamo nove stvari, zdaj pa imamo Windows 11. In zdaj bomo videli, kaj je novega. Mislim, se vsakeč rečemo, da je ful futuristično, samo to bo zdaj malo trajalo. Zdaj smo večkrat počakali in zdaj smo dobili tale next version of Windows in zdaj lahko izberemo Windows 11! Dajmo en aplauz vsi skupaj. Windows 11, upgrade, are you ready? I'm excited, this is amazing. Malo sem preverila na netu, kaj je novega v Windows 11, ampak čist drug feel je. Medtem, ko čakamo, da se Windowsi tule naložijo, naj povem še kaj več o first of all, matte black barva je, to bi lahko prej videla tole na škatli, da piše, ampak noter imamo 11. generacije procesor Intel i5. Tem imamo 512 GB, imamo placanost, da lahko ogromno video zeditam s tem, da to je zelo uporabno. Pol imamo pa še 8 GB RAM in tudi to je kar dosti. Izguči. Jurja 799 €. Ampak, zdaj pa jaz tule vidim, da, Windows se inštalirajo. Let's go! Torej, zdaj nekaj cajta kasneje in računalnik se je updateal na Windows 11 and that's it. Ok, prvo kot prvo, jaz imam že svoje ozadje, ker se mi je sinkalo z Microsoft accountom, ampak y'all, this is Windows 11, everybody. Kaj imamo vse tu? Ok. Vse je drugač. Vse je čist drugač, ko je bilo na 10-ki, ne vem, kje začeti. Dajmo pogledati prvo lock screen. Lock, ki je drugačen, kot je bil včasih. Ja, learn more about Windows 11. Prvi všeč, ker je vse tako clean. Mislim, ta lock screen je bil kar dosti podoben, ampak
Ostale stvari, tukaj imamo zdaj start menu, kakor jaz vem, lahko naštimaš tako, da imaš dejansko start menu pol spet na levi strani. Ker iskreno, meni je boljše na desni strani, tako da naj najdem, imamo settings. To bom naštimala prvo, ker ta je stock. Pol lahko personaliziramo lock screen, start, taskbar, to iščem. To, lahko imamo na levi strani, zato zgleda tako Windows 10, ker iskreno mislim, da smo vsi navajeni. Jaz bom poslala kar na sredini, zaradi tega, ker so oni hoteli, da je na sredini, and I guess I trust them. Ok, nove stvari so še widgets. I am not offline, kakor sem. Dajmo se na internet povezati. Kak mi je všeč dejansko, ko so tole robovi, so zaobljeni lepo, vse tako lepo slik. Ful velikrat bom v tem videu rekla, da je neki slik in clean. Imamo internet. Zdaj pa imamo widgets. Kdo pa je to? To pa sva midva z Juretom. Klemen Bunderla. Yes. To so moje fotke iz Clouda. That's adorable. Kaj še imamo tukaj? Tukaj imamo weather in obviously vse lahko prilagodiš Premier League. To me ne zanima, če me to ne zanima, lahko dam remove widget. Cool, pa tukaj imamo news, add widgets. Kakve widgete še lahko imamo? To do, to definitivno jaz rabim. Meni pa moje ta to do list najbolj pomemben, kaj imam danes na agendi. Čaj. Imam slovenske tipkovnice. Edit video, add. In zdaj, ko bom jaz fertik s čajem, bom tule lepo dala, da je done in to je cute. To je meni ful uporabno, zaradi tega, ker jaz rabim ful enih to-do listov, zato da vse naredim on time. File Explorer ima najverjetneje kak manjši redesign in imela sem prav. Oh my god. Kak mi je cute, ker se tako clean in I love it. Verjetno deluje na isti način, ko je vedno. Mislim, niso zdaj celotnega delovanja računalnika šli redesignati, zaradi tega, ker pa računalniki se uporabljajo, ker se uporabljajo, in če narediš nek res full change, ljudem ne bo všeč. Tako da je cool, da res niso pretiravali s temi spremembami, mi je pa všeč, ker so pa še vseeno take spremembe, da si spet intrigued in si kaj je novega. Sem pa videla, da imamo še druge teme, da lahko dejansko spremenim še barvo, personalization. Ok. Dark mode. Jaz sem a biggest fan of dark mode. Pri meni mora biti vse dark mode. Pravi, imamo Windows Light, imamo Windows Dark, Glow, Captured Motion, Sunrise. To je full cute, všeč mi je. Flow. Jaz bom pa moja kratila ostala za enkrat. Ok, tukaj lahko spreminjamo še ostale barve. Ok, štekam. Tile gumbki se spreminjajo. Vidiš ta gumb? Jaz sem dala na roza. Roza je moja barva, tako da bomo imeli na roza. Ok, custom colors. Celo lahko druge barve delam. Se pravi, če hočem imeti pastelno. I love it. Ja, pastelno roza bo. Če dam transparency na off, je to res bela barva. Če pa dam na on, se pa zadnji vidi malo zadnja. Vidim najboljš. Kaj sem videla tam? Veš, kaj sem videla? Pasjansa. Oh my god. Fun fact, jaz zdaj na telefonu igram pasjanso. Why? Ne vem. Jaz sem drugač full gamer, presežem. Jaz obožujem igrice, ampak včasih pa še tudi kaj takega igrati. Search, prej bil tak bar, kjer si noter napisal in zdaj imaš dejansko tu. Wow, in tukaj imaš top apps. Mislim, ok, si tu tudi imaš. Cortana je nazaj. What? A vidiš, to me spominja na Visto. Ko ima tak senco zadnji in ker je transparent zadnji, malo me spominja na Visto. Ne face, ta bar, to me je full cute. By the way, ta računalnik greš tudi na touch. Lahko tudi ga tako uporabljam, ampak jaz tega full nisem navajena. Airplane mode, ne bom zdaj vklapljala, da imam Wi-Fi. Bluetooth lahko izklopim, battery saver, accessibility. Wow, ok. Potem imamo zagasnost. To je novo. Mislim, pa mora biti tudi, ko prižgeš pa ugasneš računalnik nov zvok, if I remember correctly. Torej, če zdaj ugasne računalnik, jaz sem zdaj naredila test in bom... Damn it! Tu sem hotela posnet ta zvok, come on! Torej, zdaj bomo naredili test, kjer bom jaz računalnik ugasnila in ga bom nazaj prižgala in bomo videli, kako hitro se dejansko nazaj prižge. Tako da bom poiskala štoparco na telefonu. Tako da boste videli. 4. Narobe sem pritisnila, ampak vidite, ene 13 sekund je bilo. To je respectable, to je good, to je zelo good. In v bistvu zdaj sam skočim not. In wow, hiter.
We love that. To sem še pozabila povedati. Dejansko lahko tukaj si te appse pinaš. Tu so vse tvoje aplikacije, ko jih imaš in zdaj tiste, ko jih najbolj uporabljaš, si jih lahko daš na prvo mesto. Veš, kaj mislim, lahko premikaš, kjerkoli hočeš imeti. Ne vem, če največ uporabljam Word, which I do. Mislim, to zgleda isto. Like, to ni odvisno od operacijskega sistema. Imamo še notificatione. Focus Assist, to jaz rabim. Ok, da ne dobivaš notification, to je zelo dobro. Spet je ta isti transparent design, ko je meni ful všeč. Scrollat, like, ok. Zdaj moram govoriti še mečken o dejanskem feelingu tega računalnika, ko zdaj nekaj cajta uporabljam. Zdaj, verjetno ga bom nekaj cajta dejansko uporabljala kot svoj main driver, sem zaradi tega, da vidim, kak dela in pač sploh da vidim, kako Windowsi delajo, ker mi je ful fascinantno. Za enkrat ta feeling, ko ga uporabljam, meni je ful všeč ta tipkovnica zaradi tega, ker je dejansko mehka. Like, tipkovnica je gumijasta, mislim, tipkovnica je, ne znam je opisati, kak material je to, ampak taka mehka je. Vse kaj, kot da bi bila gumijasta in zelo tiha. Kaja Kočevar. That's my name. Pa tudi tale touchpad, jaz sem ful občutljiva na touchpad. Pač, če touchpad ni dober, like, zdi se mi glih prave velikosti, ni prevelik in ni premali. Moj drug računalnik ima mečkem večjega, ampak me iskreno ne moti in zelo dobro dela in všeč mi je zaradi tega, ker eni računalnik imajo res pol cheap feeling, ko pač uporabljaš touchpad. Ta ima pa res tak kvaliteten. Zakaj se tu vidijo moje datoteke? Zakaj tukaj ni lepo v zadnji? Še to lahko prilagajam. Okej. Lahko unpinam to. In kaj zdaj pinam nazaj? Add. Mobile hotspot. Nightlight. Kaj je to nightlight? Okej. Da imaš kao mal bolj prijeten. Da ni blue lighta noter, da pač lažje, da tvoje oči ne trpijo toliko. To se pa navadi kupimo v očala, ko imaš, tukaj imaš pa ti ta filter že noter, kar se meni zdi ful dober, ker pa lažje spiš. Jaz zdaj kar te widgete tukaj sklikala, ker so mi taki satisfying. Vem kaj je še na novo. Ko se aplikacija skrije, ja, je dejansko animacija. Vidiš, ko se tek... Ampak mislim, da je to v bistvu za Windows 11. Jaz sem zdaj definitivno par dni tole uporabljala in bom mogoče že v kakem vlogu povedala, kako sem zadovoljna z Windows 11. Da definitivno to spremljite. Drugač pa najlepša hvala Harvey Normanu, da so mi dali tole priložnost, da sem lahko z vami skupaj testirala Microsoft Surface Laptop 4, pa seveda Windows 11. Jaz sem tako happy. Kaj imamo še kako drugo? Jaz bi kar... Ne, to je pa isto. Come on. Tu imamo za svetlost, to je isto. To je isto. Jaz sem ful nadušena. V glavnem, najlepša hvala Harvey Norman za tole vrhunsko priložnost. Upam, da bomo še kdaj kaj skupaj testirali. Upam, da vam je bil tale video všeč. Upam, da vam je Windows 11 všeč. In upam, da vam je nov Surface všeč, ker meni definitivno je. Oh my god. Jaz se bom zelo dol usedla in bom nekaj pisala na tole konco, ker je res... Če vam je bil tale video všeč, en like dol spodaj, se subscribite na moj kanal, komentirajte, koliko od 1 do 10 vam je bil všeč tale računalnik ali pa tale emoji in po se imejte in veliko se smejte, pa followajte me na Instagramu itak. Čau!